Klara Škrinjar zadeva, kako komentirate aktualne dogodke v zvezi s preiskavo dokumentov, oziroma včerajšnjo preiskavo diplomata Štinca? Tukaj je potrebno videti pred očmi celoten kontekst. In ta je zaskrbljujoč in državi ne krepi njenega ugleda. Ne navznoter, ne navznoter. Najprej ne smemo pozabiti na vsebino dokumenta. To zato, ker je ta odmevala ne samo v domači, ampak tudi v mednarodni javnosti. Jaz sem pravilno napovedal takoj po razkritju tega dokumenta, da bodo moji evropski poslanci zelo radovedni glede vsebine tega dokumenta, da bodo postavljali vprašanja, predvsem pa, da bodo pričakovali jasna zagotovila slovenskega predsedstva Evropskemu svetu, da bo svoje predsedovanje opravilo suvereno. In moj prvi odgovor na vaše vprašanje je, da je osnovna naloga za rešitev celotnega vprašanja, ki je povezano z razkritjem tega dokumenta, osnovna naloga slovenske diplomacije in predsednika vlade, da v svetu Evropske unije pred komisijo in zlasti pred parlamentom zavrnejo sume ali očitke, da ne opravljajo svojega dela po naši suvereni voli, ampak po nasvetih in željah kakšne tretje države. To se mi zdi najbolj pomembno. Slovenska diplomacija si, kolikor razumem zadnje nastope, za to prizadeva in moralo bi biti zelo uspešna, ker je očitno, da se ta zgodba nadaljuje tudi z včerajšnjim načinom interne preiskave. Jaz si želim, da bi ta interna preiskava tekla na tak način, da bi se ugotovilo, kje je bila storjena napaka v zunanjem ministrstvu, da je dokument zaupne narave prišel v javnost. Vendar mora biti, kot sem to rekel, storjeno tako, da ne bo ranjena ne integriteta posameznikov v tem ministrstvu, ne da bo nadalje ranjena integriteta ministrstva samega. In zdi se mi, da poteka preiskava sedaj na tak način, da sta ranjeni obe integriteti in posameznikov v ministrstvu in ministrstva za zunanje zadeve samega, kar samo poslabšuje situacijo, v kateri se je znašla slovenska vlada, zunanje ministrstvo v vlogi predsedujoče države Svetu Evropske unije. Skratka, želim si dvoje. Želim si, da bi slovensko predsedstvo za svojimi ravnanji in odločitvami potrdilo svojo namero, da bo predsedovalo suvereno in drugič, da bi interna preiskava potekala na način, ki bo zavaroval integriteto zaposlenih na ministrstvu, pa tudi ugled ministrstva samega. Tako kot poteka sedaj na ta način, nisem najbolj zadovoljen.